Gremo, najprej se stegnemo fajn gor, vdih, pa počasi zdih. Tako, kot sem omenila, vaje so čisto enostavne, lahko tudi tam, kjer stojite, sedite, vstanite, pa malo potelovate, nič težkega ni. Vsak dela po svojih sposobnostih in po svojih zmožnostih. Zdaj, članov društva imamo čez 600 že v Sloveniji, približno vsako jutro potelovati od 600 do 700 oseb po celotni Sloveniji. Zdaj bomo malo še dlani obračali, navznoter pa navzven. Zdaj, zaradi jutranje ure ob 7:30 telovadimo od 7:30 do 8, vsak dan, razen nedelje in praznikov, čez celo leto. Ker telovadimo po zimi, mi ne vemo, kaj so gripe, kaj so prekladi, mi ne poznamo tega, zato ker zjutraj, ko gremo ven, se dihamo svežega zraka. Pa gremo malo na komod, še kakšno vajo za komod bomo ga pokazala, bomo malo, da ne bomo pol ure čisto telovadili, bomo malo preskočili. Tukaj bomo naredili kratek prikaz, tako da bomo drugačni telovadimo pol ure, ampak tukaj bomo za 15 minut naredili par vaj. Zdaj, povprečna starost v društvu za te jutranje ure je pri nas tam okrog 62 let. Lahko pa povem, da imamo kar nekaj oseb, ki so stare čez 80 in te osebe povejo, da s tem, ko so začeli vsak dan telovaditi, pa čist delajo po svojih sposobnostih, spet delajo določene gibe, ki jih niso več zmogle. Recimo, da lahko se oblečajo jokce nazaj, roko lahko stegnejo, da če se sklonijo, se jim ne vrti več. Tako da tukaj je poudarek redna vadba, vsak dan. Če ne zmorete vsak dan, vsak 2-3 na teden, da pridete na vaje in da delate res, kolikor zmorete in potem tudi s tem ugotovite, kaj se vam v telesu spremeni. Da spet ponovno lahko delate gibe, ki jih prej niste zmogli. Zdaj gremo ramenski obroč, malo krožimo, kar počas, malo naprej, malo nazaj. Pa gremo še ramena. Vabim, da se mi pridružite oziroma da ostanete tam, kjer ste, pa tam malo potelovate, sploh plesalci, da ne bo potem kakšnih poškodb. Pa se še malo raztegnemo. Zdaj s telovadbo je tako. Eni pravijo, ja, doma telovadim, ampak v družbi, mi verjamete, je veliko lažje, veliko boljše. Mi telovadimo zunaj na prostem, uporabljamo javne površine, telovadbo vodijo pa usposobljenih prostovoljci, ki jih izobražujemo na usposabljenih. Vsaka skupina ima 2 do 3 oziroma večje skupine tudi po 4 prostovoljce, zato je pri nas vadba brezplačna. Pri nas vadnine ne pobiramo, tako kot delajo recimo v športnih društvih. Pri nas so vaje brezplačne, edino prispevek, ki ga pač društvo lahko funkcionira, se širi in dela reklamo, je članarina, ki za celo leto znaša 20 evrov. Tako da vabljeni tudi v naše skupine, ki že delujejo, prepoznate nas po oranžnih majicah, te, ki zdaj nosimo skoraj večina. In tam, ki vidite oranžno majico, se kar pridružite, ne rabite nič spraševati, pridete in telovate. Zdaj na obali, tisti, ki greste še na morje septembra, imamo zelo močne skupine v Izoli, Piranu, Portorožu, Luciji, tako da tem skupinam, to so naše skupine, se pridružite. In tako, kot sem omenila, telovadimo čez celo leto. To je zelo važno, da res redno delate, redno telovadite. Tudi naši člani še začer hodijo na razne joge, druge vaje. No, zdaj bomo kakšne vaje za vrat naredili. Vrat, želvo, gremo želvo, fajn vdih, nazaj glavo potegnemo, pa z izdihom brado ven potisnemo. Pri tej vaji škripa vrato, pa to ni nič narobe, samo počas. Brado fajn nazaj potegnemo, pa z izdihom ven, ko želvica.